Lepo pozdravljeni in dovolite mi, lepo vas je videti. Zahvaljujem se cerkvenemu pevskemu zboru iz Šturi, ki je pel Terčeljeve pesmi, generalnemu vikarju Slavku Repcu in dekanu Milanu Preglju in vsem duhovnikov, ki so darovali svetomašo. Po šturijskem, na dan obletnice v sredo, je to drugi dogodek, na katerem se spominjamo duhovnika, narodnega buditelja, pesnika in pisatelja, vzgojitelja mladih Filipa Terčelja ob 80. obletnici njegove nasilne smrti. Takrat niso ubili le Terčelja, temveč tudi župnika v Davči, Franca Krašno, ki je bil skupaj z njim. Obenem se klanjamo spominu na našega dragega Bogdana Vidmarja, škofovega vikarja za EPK in vicepostulatorja, ki mu je bil Terčelj tako zelo pri srcu in si je prizadeval za ohranjanje spomina nanj. Po naših močeh skušamo nadaljevati njegovo delo. Okoli obeh likov se je za današnji večer združilo več sredin civilne družbe ob novogoriški konkatedrali, civilne iniciative TBH, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, goriških večerov, odraslih skavtov, zavoda 1539 do Društva katoliških pedagogov. Program, ki nas čaka, je izredno bogat, zato adrem, kot pravimo. Najprej bomo prisluhnili okrogli mizi z odličnimi gosti. To so Marija Gasser, raziskovalka in avtorica nove knjige o Filipu Terčelju in njegovi zadnji postaji v Selški dolini. Ivan Albreht, duhovnik in pred nekaj leti avtor zajetnega Terčeljevega življenjepisa, pa dva goriška zgodovinarja, Renato Podbersič in Jože Možina, ki bo tudi vodil pogovor. Dragi gostje, beseda je vaša. Dragi prijatelji, dragi primorski rojaki, kako lepo je, da smo tukaj, da je toliko lepih domačih obrazov, vsi z istim namenom. Se bomo počastili osebnost Filipa Terčelja, ki je na viden in neviden način utkan v našo primorsko, krščansko, slovensko identiteto, v to, da smo ohranili domovino in Boga, da smo sploh obstali. Njegova žrtev, najprej zaradi neverjetno bogatega dela za primorskega človeka pod fašizmom in druga usodna, ko je zaradi vire in boja za sočloveka umorjen kot žrtev komunizma. Oboje ga uvršča med največje osebnosti našega naroda, med mučence. A ker ga je pokončal domač režim, utemeljen na zločinu, ki je dolgo, predolgo vladal, je bil zapisan po zami. Vendar je njegovo seme tlelo, pognalo, bilo teptano, znova teptano, a je vendarle vzklilo in tudi mi vsi, ki smo tukaj, smo njegovi sadovi. Zato smo tukaj in ne, nismo ga pozabili. Če sem malo oseben in gledam našo družino, podobno kot vse vaše družine, že desetletja nazaj, kako se je moj oče z občudovanjem spominjal Terčelja. Tudi zato, ker ga je njegov stric Vladimir Tigrovec uspel rešiti pred karabinerji v Kraljevino Jugoslavijo. In s kakšnim spoštovanjem je o njem govoril moj stric Gašper Rudolf, saj je njegov oče Karol po družinskem spominu takrat Terčelja pretihotapil čez rapalsko mejo. Res, imeli smo ljudi, ne mlačne, prestrašene, tope, ampak ostre kovnice visoke morale, modrosti in predanosti viri in narodu, ki se niso uklonili, ki so se borili za vrednote. In med njimi tudi take, ki so nekako uklonili pozabi gospoda Filipa Terčelja. In to so naši sogovorniki, ki jih je Erika že predstavila. Seveda je bil motor vseh teh prizadevanj v zadnjih letih naš pokojni prijatelj, božji človek, duhovnik Bogdan Vidmar, ki ga je tudi gospa Erika že omenila. Nocoj s tem spominskim večerom izpolnjujemo tudi njegovo oporoko, naj ne pozabimo Filipa Terčelja, ki je bila izrečena praktično zadnji dan. Začeli bomo z vami, dr. Podbersič. Orišite na kratko razmere na Primorskem v tisti dobi, ko je bil Filip Terčelj najbolj aktiven in kakšno je njegovo mesto v tem? Dober večer vsem skupaj.
Začeli bomo tako. Filip Terčelj je bil iz Šturi, torej je bil čez Hubelj, bil je z Krajinske. Zato je nekako spadal v ljubljansko škofijo. Zato je po posvetitvi deloval kot kaplan v Škofji Loki, potem v hudih časih Prve svetovne vojne, ko je prišlo do boleče razdelitve in je skoraj 1/3 slovenskega naroda ostala v kraljevini Italiji, je Filip Terčelj najprej študiral 1 leto v Nemčiji, v Kölnu, se tam izobraževal na teološko, pastoralno, predvsem pa socialnih vedah, se leta 22 vrnil v kraljevino Italijo, točneje v Gorico, in dejstvo je, da je prišel na območje, ki si ga je Italija za Rapalsko pogodbo novembra 20 mednarodno pravno priključila in kmalu pokazala, da dejansko se z tega območja ne misli umakniti. 22. pridejo fašisti na oblast, začne se preganjanje, do leta 27 ukinejo šolske in kulturne organizacije in tukaj stopi na plano tajna krščansko-socialna zveza. Tukaj med nami imamo veliko strokovnjakinjo, dr. Miro Cencič, ki je veliko o tem pisala, pozdravljena gospa Mira. Dejstvo, to je bila tista komponenta slovenskega naroda, ki je združevala tako primorske duhovnike in laike, ki so se na krščanskem etosu borili proti fašizmu. Seveda je bila pozabljena tako med vojno in po vojni, zamolčana, odrinjena. Nekoliko bolj je bila poznana, čeprav tudi zamolčana organizacija Tiger. Zakaj? Vaše vprašanje je bilo, zakaj Filip Terčelj in primorski duhovniki. Poglejte, ko se vojna konča, ko se vzpostavi nova meja, veliko število izobražencev, praktično vsi, doktorji, profesorji, državni nameščenci, učitelji, advokati zapustijo ta prostor, ostane jih zgolj 50, vseh skupaj. Primorskih duhovnikov je bilo pa čez 300, ki so ves čas vztrajali z narodom, delali za narod in zlasti po letu 1929 po podpisu lateranskih pogodb, ko je dejansko cerkev dobila neke vrste avtonomijo, da deluje znotraj države, vzpostavijo ti duhovniki s Terčeljem in njegovim krogom na čelu državo v državi. Delujejo na kulturnem področju, najprej seveda verskem, kulturnem, šolskem, socialnem, tudi šolskem in dejansko tukaj je njihova veličina. S pomočjo njihovega nadpastirja v Gorici, nadškofa Sedeja, dejansko uspejo do propada Italije obvarovati naš narod pred prepolnim uničenjem. In če moramo nekoga izpostaviti, poleg številnih duhovnikov, torej in krščanskih laikov, med laiki Besednjaka, pa recimo Janka Kralja, med duhovniki vsaj poleg Terčelja, Ščeka in še številne podeželske, prosim, Rejca, seveda, Ivana Rejca in še številne druge, ki delujejo v tem območju, je prav Terčelj bil tisti, ki se razdaja, ki ni mlačen, detektirajo ga zelo zgodaj italijanske oblasti, da prestopa meje tedanjega fašističnega režima oziroma zakonodaje, ki jo je ta režim vzpostavil. In seveda on je bil človek, ki je deloval tako v Alojzijvišču kot vzgojitelj mladine, bil na čelu Goriške prosvetne zveze, potoval je po deželi, ustanavljal zadruge, ustanavljal je kulturne organizacije, pisal je pesmi. Danes ste slišali, koliko pesmi je, ki jih pojemo praktično vsak dan, vsako nedeljo je izpod njegovega pisala, njegovega peresa, kajti danes so peli pevci zgolj in samo Terčeljeve pesmi, ki so bile seveda potem uglasbene. Nasprotniki, torej fašistična oblast ga dejansko detektira, zlasti se to zgodi, zaostri potem po prvem tržaškem procesu, leta 1931 je aretiran, pretepen, poslan v Campobasso v južni Italiji, kjer je bil skoraj 1 leto v konfinaciji. Ko se vrne, še dejansko ognjevito se loti dela na terenu, dokler se leta 1934 ne umakne v Jugoslavijo, tedanjo kraljevino Jugoslavijo, zaradi tega, ker mu je grozilo
fašistično, še hujše preganjanje, morda tudi umor. Da umori dejansko fašistom niso bili nič posebnega, nam kažejo tako sodni umori, recimo kot prvi tržaški proces, potem drugi tržaški proces, ali pa kad se je zgodilo potem 2 leti pozneje, leta 1936, ko fašistični režim umori Terčeljevega prijatelja, skladatelja Lojzeta Bratuža. Hvala, gospod Podbersi, za ta čudovit uvod. Tukaj z nami je gospod Albrecht, avtor te čudovite knjige Filip Terčelj, zelo pomenljivim tudi pod naslovom Duhovnik v primežu 2 svetovnih vojn in 3 zločinskih režimov. Ker smo že veliko povedali, gospod Albrecht, kaj pri Terčelju vi najbolj občudujete? Najbolj občudujem to, da je kljub vsem tem zunanjim pritiskom je zmerom najbolj skrbel za tiste najbolj uboge. Bom dal recimo anekdoto, tista kuharica, ki je pri njem kuhala, ko so prinesli ljudje, še tukaj v Gorici, prinesli hrano za Terčelja, je morala skriti, če je hotela, da bo potem ostalo kaj za domačo. Kakor hitro je prišel neki revež, je takoj vse razdal. Isto se je dogajalo potem tudi v Ljubljani, tam je sicer imel plačo, ker je bil veroučitelj in podobno, ampak tudi že po prvem tednu je bilo treba tudi skrivati vse, da je kaj ostalo potem za njega in pa za tisto, ki je zanj skrbela. Torej, kljub temu, da je bil v taki stiski, je pomagal še bolj ubogim, kot je bil on sam. No, sedaj imamo med nami seveda gospo Marijo Gasser, ki je napisala še eno knjigo o Filipu Terčelju, Selška dolina, zadnji dom Filipa Terčelja. Seveda je moje vprašanje, gospa Marija, bila ste neutrudna raziskovalka, verjetno ste odkrila še zadnje tiste zamolčane sledi, ker morate vedeti, da je poleg tega gibanja za raziskavo teh umorov, da je potekalo tudi močno v ozadju gibano, da bi se to preprečilo oziroma spravilo na stranski tir. Kaj se je takrat v Selški dolini dogajalo ob koncu vojne in zakaj sta Filip Terčelj in pa njegov kolega Krašna postala žrtev komunističnih oblasti? Jaz bi se najprej zahvalila urednici, gospe Ines Strgol, nisem jo še vedela, vem, da je med nami, in Lucijanu Bratušu, ki je oblikoval knjigo, ter seveda Bogdanu Vidmarju, ki je z nami sodeloval čisto do konca knjige. Knjiga je namenjena, napisal je posvetilo, uvodno besedo in skozi knjigo nas ves čas nagovarja. Prihajam iz Selške doline, kjer sta pred 80 leti svojo zemeljsko pot končala Filip Terčelj in Franc Krašna. Razmere so bile pa tu zelo hude, ker je bila to zibelka gorenjskega partizanstva, nekako med Dražgošami in Cerkljanskim. Ti partizani, ti komunisti so ustrahovali večinsko prebivalstvo. Proti koncu druge svetovne vojne so porušili na Selškem 10 cerkva popolnoma, ampak prebivalci so vse postavili nazaj, v tem je tudi lani išla moja knjiga. In na koncu, ko je on prišel konec druge svetovne vojne, v bistvu decembra, k prijatelju Krašni v Sorico, se je soočil z zelo težkim položajem, namreč izginilo je okrog, sprva smo mislili 24 mož, ki so izginili, še danes se ne ve, ki imajo grobove, niso dobili ne mrliške liste, ampak teh žrtev je bilo skupaj z dojenčico in porodnico 38. V adventu, takrat, ko je bil on že v Sorici, leta 1945, pa so izgnali komunisti v bistvu še njihove žene, otroke, dojenčke, starše in jih pognali čez mejo. Teh je bilo 125, od tega 79 otrok. Župnika sta se srečala z obupom.
čeprav je prišel v Sorico Filip Trčelj, tako obobožan, rekli so mu domačini, da je božji berač, je skušal tem ljudem pomagati, da bi se izginuli vrnili, da bi se izgnanci vrnili. Na poti, ko sta šla iskat pomoč, so jih dobili lokalni terenci in zverinsko ubili v Štulčevi grapi. O tem se ni govorilo v bistvu 70 let, se je le šepetalo in tudi sedaj je bilo, ko sem raziskovala, zelo hudo, če sem raziskovala o vojni. Knjiga je napisana z željo, da se postopek za beatifikacijo ponovno, v bistvu se še ni začel, da se postopek za beatifikacijo začne. Napisana pa je tudi zato, ker po simpoziju leta 2014 so bile vse dejavnosti s tem prekinjene. Rekli so, da zaradi nesoglasij v lokalnem prostoru, verjetno zaradi mene, saj tako mi je bilo očitano, nisem vedela, da obstajata dve zgodbi. Ena zgodba velja, druga ne velja, bistveno pa je za mučeništvo, da sta bila zaradi pomoči potrebnim nasilno umorjena in nasilno umorjena, no, tako. Ker sta dolgo let obstajale dve verzije oziroma se je vsiljevala še ena verzija. Mogoče je zdaj čas vendarle, da povemo, kaj se je pravzaprav zgodilo tistega usodnega dne, kdo ga je umoril in kdo je bil v ozadju. Sama razmišljam takole, dokumentov ni, vse dokumente so ne uničili, upam, da jih niso uničili, vse dokumenti, ključni dokumenti so izginili. Umorili so jih domačini. Gospod Granda, to je tudi v knjigi napisano, je povedal, kdo ga je umoril, kdo ga je dal umoriti. Ne vemo pa, a so to lokalni lideri naredili, ali je bil to ukaz Centralnega komiteja komunistične partije, ki so ju zelo dobro poznali. V zadnjem času se dobivajo tudi določene stvari, ker brskam po partizanski literaturi, posebno za Krašna nekako upravičujejo in pripovedujejo, kakšen je bil. Vsem so naprtili neko krivdo in vzeli dobro ime. Drugače pa dokumentov ni za dobiti, tam, kjer pa mislim, da bi se to skrivalo, so pa zaprti do 31.12.2091, torej že 65 let. Tako v ozadju so sile, ki nasprotujejo Trčelju in mislim, da je ena izmed prvih nalog, preden se beatifikacija začne ali postopek začne, da se Filipa Trčelja prekoplje na Štursko pokopališče, ker to je bila njegova želja in čaka na to željo že 80 let, da je to en izmed prvih nalog, da se to naredi. In potem obstaja tudi dvom, ogromno je dvomov, a sta v grobu, a nista v grobu. Po letu 2000 sta se pojavljali dve zgodbi, ena zgodba drži, ta zgodba, ki je potem tudi predočena tukaj noter, drži, ker je o tem tudi napisal pol leta po umoru škof Volk. Škof Volk je v tem pismu pojasnil, tako kot govorijo večinski pričevalci. Druga zgodba je pa nastala, ne vemo zakaj, ali zato, da se opere domačine tega zločina, pojavila sta se tudi dve osebi, ki ju ljudje, saj enega niso poznali, ali je, kaj je v ozadju, nam ni jasno, ali ne vem, kaj je v ozadju, nam verjetno ne bo jasno, dokler ne bomo dobili kakšnih drugih dokumentov. Se pa, odkar je ta knjiga išla, v ta teden zvrstilo kar nekaj telefonskih klicev, tako da imajo ljudje še dokumente, dobilo se je precej novega gradiva
In tukaj je pa naloga zgodovinarjev, ne laikov. Z Terčeljem se ukvarjamo samo laiki. Ogromno je zbranega, ampak ni nobenega zgodovinarja, samo laiki. No, tukaj sta dva, nista čisto brezposelna, ampak se bo treba temu malo bolj posvetiti. Čisto tako malo iz prakse s kolegom Podbersičem vemo, da ko je prišel do nasilnih dejanj, zelo nasilnih dejanj in umorov v času komunističnih oblasti, so bili ti običajno zaukazani, ker sicer bi bili ti, če bi prišlo do samovolje, kaznovani, pa niso bili kaznovani. Saj mogoče tudi boste imeli priložnost povedati, kaj se je z njimi potem dogajalo, da so vsi doživeli obupno usodo, da je bil tukaj alkohol, samomori in tako naprej. Mogoče še enkrat, gospod Albrecht, ker ste bili prej kratki, kaj je po vašem razlog tega nasprotovanja, ki ste ga tudi vi takrat, ko ste napisali to prvo knjigo, bili udeležni, tudi osebnih napadov in vsega mogočega? Ja, tukaj na Primorskem, ko sem govoril o knjigi, so bili zelo lepi sprejemi. Gor so me pa že naprej opozorili, zlasti sorci, da je možno, da bodo kakšni incidenti. In so potem vmes kričali in podobno. In glavni je bil eden, ki je bil zelo visoko v Iskri, direktor. Iz zgodovine se pove, da do takega položaja si lahko prišel samo, če si imel udbo zadaj. Se pravi, tudi tisti, ki so name kričali, je bilo zadaj udbovska zadeva, da bi me ustrašili. Ampak jaz sem pa tak, da bolj, ko mi nekdo nasprotuje, vem, da imam prav, bolj sem tudi jaz popadljiv potem. Tako da bom pa še to povedal, eno dejstvo. Torej, komunisti se strašno bojijo mučencev in pa svetnikov. Bom dal dogodek, Janez Pavel II je bil tukaj dvakrat in enkrat ga je sprejel, takrat ne vem, na kakšen položaj je bil Kučan, ni bil samo partic, ampak je bil predsednik predsedstva ali nekaj takega in je pač tiste 10 minut kot predstavnik Slovenije moral papeža sprejeti. In tistih 10 minut je porabil za to, da bi papeža prepričal, da bi ustavili svetniški proces za Grozdeta. In to je pa napisal tudi nekdo, ki je še umrl lani, Zenko Rotar je v svojih spominih napisal, kako je Kučan prepričeval, da bo to razdvojilo Slovenijo, če bo on postal za svetnika. In ista logika je bila tudi in je tudi zdaj v zvezi s Terčeljem. Jaz bi povedala tole, druga zgodba. Zakaj je nastala druga zgodba? Ta teden so mi pričevalci dejali, zakaj je nastala druga zgodba. Ali so jo ustvarili, kdo jo je ustvaril? Stvar je zelo zapletena, ali je bil mogoče tukaj kdo izsiljevan, ali je kdo izsiljeval, zakaj so recimo postavili spomenik v Davči in Terčeljeve dneve, imeli Terčeljeve dneve, ampak meni se zdi, da je bilo to isti, so pa počenjali potem proti, so lansirali drugo zgodbo in dejansko je tako, ljudje delajo vse, kot da so za Terčelja, so pa proti beatifikaciji. Ja, zanimivo tudi to, kar je prej gospod Albrecht govoril, da se komunisti bojijo mučencev, kar pomeni, da imajo neko viro, ker sicer tega strahu ne bi bilo. Doktor Podbersič, v kontekstu takratnega preganjanja vire in cerkve, kakšno mesto ima, tudi v primorskem kontekstu še posebej, umor Filipa Terčelja, dobro, in gospoda Krašne? Začeli smo z narodom, ki je bil podvržen fašističnemu raznarodovanju. Številnim primorskim duhovnikom, ki so bili zaprti, močeni, ubit ni bil nihče pod Italijo, pod italijansko oblastjo. Med vojno vemo, kaj se je dogajalo, po vojni so pa naši duhovniki dejansko delili usodo svojih sobratov na Krajinskem, torej v osrednjem delu Slovenije, kjer je bila državljanska vojna najmočnejša in kjer je bilo preganjanje cerkve najmočnejše
na Slovenskem po drugi svetovni vojni. Torej, lahko govorimo, majhen časovni preskok je bil, ker smo prišli šele 47. se pravi dokončno pod Jugoslavijo zaradi Pariške mirovne pogodbe, zaradi mejnih pogajanj, ampak drugače ni bilo preganjanje duhovnikov nič drugačno. Že med vojno, še bolj pa po koncu vojne. Med vojno so pripadniki partizanskega gibanja ubili na Primorskem 7 duhovnikov in 2 bogoslovca. Da povem za primerjavo, partizani so med vojno pobili na Primorskem več duhovnikov kot Nemci, zavezniško bombardiranje in pa četniki skupaj, za primerjavo. Potem pa čas po vojni, ko je noč vzela gospoda Izidorja Zavadlava, tukaj v Soški dolini, potem vemo, kakšno je bilo preganjanje potem še tudi drugih njegovih sobratov tukaj okoli, ne pozabiti nedaleč od slovenske državne meje oziroma narodne meje dogodki v Lanišču, konc poletja 47, pa potem po dokončni uveljavitvi meje seveda sodno preganjanje. Ne pozabiti, številni duhovniki se znajdejo v primežu novih oblasti, nekateri celo obsojeni dolgoletne zaporne kazni, predvsem pa na smrt, recimo znameniti duhovnik Joško Kragelj, ki je sicer potem bil pomiloščen, ampak eno leto, ko je bil v samici, ni vedel, da so ga pomilostili. Zdaj pa si morate misliti, kaj je to pomenilo za človeka, ki je bil obsojen na smrt. Predvsem pa tudi številni duhovniki, ki so zapustili ta prostor. Naj si bo Breginjski kot, ki je bil skoraj izpraznjen jeseni 1947, ključno s kobariškim dekanom Alojzijem Pavlinom, ali pa dogodki, ki se zgodijo v Solkanu jeseni 47 po razmejitvi, ko dvakrat čez mejo fizično brcnejo, pljuvajo, šikanirajo apostolskega administratorja Franca Močnika, ki potem do smrti živi v Gorici. Torej, treba je povedati, da je bila cerkev smatrana za sovražnika številka 1, ker je pač vodila največjo civilno-družbeno organizacijo, ki si je partija ni podredila, je pa partija prodrla v to organizacijo preko tajne službe, bolj popularno imenovane UDBE, v kateri so sodelovali tudi številni duhovniki, ampak to je zgodba, ki dejansko presega naš današnji večer. Ampak bomo šli sedaj še zadnji krog, ko vas, mislim, vse tri vprašati, kaj menite o beatifikaciji. Zdi se, gospoda Terčelja, zdi se, da je krajevna cerkev tukaj nekoliko zaspala in da je potrebna vzpodbude. Bom kar z vami, gospod Renato, začel. Sem mislil, da bom zadnji. Kaj ne rečem? Rekel bom tako, vesel sem, da je toliko vas prišlo sem, očitno duh Filipa Terčelja še živi med nami, očitno je tudi, da je v Škofiji Koper zavel drug veter, očitno je, da Filip Terčelj po dobrem desetletju od izgube spomina ali pa, ne bom rekel, da je bil izbrisan iz spomina, ampak bil dan na stranski tir, v tem letu sta išli 2 knjigi, zbornik Filipa Terčelja Simpozija, ki je bil oktobra 2014 v Ajdovščini in potem ležal zaprašen, ni bilo nobenega interesa, ga je potem poskrbel Dobrotnik, da je zbornik lani išel sredi leta. Šla je knjiga pričevanj, ki jih je zbiral že naš prijatelj pokojni Bogdan Vidmar in jo je obesedila tukaj profesor Marija Gasser. Pred 8 leti je išla zajetna monografija, že pokazana, ki jo je pripravil gospod Ivan Albrecht. Izhajajo članki, tako da želim si poguma, predvsem poguma, da bi znali stopiti in skupaj in povedati, kaj je prav in kaj ni bilo prav. Filip Terčelj je vsekakor bil ena tistih osebnosti, ki je lahko svetilnik primorskemu človeku, ko raziskuje temne plati 20. stoletja. No, v zvezi s postopkom za beatifikacijo je treba, tisti, ki bo to vodil, je treba najprej poudarjati in prvi vrsti, Terčelj je bil mučenec.
in dejansko je bil, prej je bil samo mučen, ampak končal je pa kot mučenec. Namreč, če je postopek po tej liniji, je veliko, ni treba niti, ne vem, nekih čudežev čakati, ker je to, da je mučenec, je že čudež, ne? Da je nekdo pripravljen dati. In dejansko gre za to, da se bi tukaj res poudarilo, on je bil mučenec. In potem prva stopnja je beatifikacija in potem pa kanonizacija, ne? Ampak to so pa dolgi postopki. Slomšek je umrl leta 1862, beatifikacijo je doživel 1989, torej je čakal 137 let. Dejansko na nek način je Vatikan zelo previden. Rajši čakajo, ker so včasih malo nekoga proglasili za svetnika malo prezgodaj. Verjetno kakšnega Italijana, ne? Se bojim, da zdaj bom malo pikar, prosim, bom takoj, da če bi bil gospod Terčelj Italijan, bi bil verjetno hitreje. Ja, in zato to je malo problematično. Zdaj mi smo s kolegom Podbersičem bili takrat v vatikanskih arhivih in tudi iskali nekako sledi za njim. Boste zelo kratek, ne? Ja. Naj povemo, v dopolnitev, kar je profesor Albrecht povedal, trenutno poteka postopek na medškofijski ravni vse slovenske škofije, razen Murske Sobote, ki ima zgodbo zase. Torej, na tem seznamu je 26 osebnosti iz vseh slovenskih škofij razen Murske Sobote. Na tem seznamu sta samo dva Primorca. In sicer laikinja Vera Veronika Lestan iz Mirna in pa bogoslovec iz Dolenj pri Ajdovščini Emil Kete. Žal, tudi ona dva dostkrat odrinjena iz narodovega spomina, dokler se mi, Primorci, sami ne bomo zavzeli za te ljudi in nekaj naredili ali pa se zbrali v takem številu kot danes in potem pokazali, da nam nekaj pomenijo. Zdaj, Filipa Terčelja na tem seznamu ni. Jaz sem član te komisije kot zgodovinar, nisem imel nobenega vpliva, kdo se vrsti na ta seznam. Zakaj Filip Terčelj ni bil vrščen, pa nisem pravi naslovnik, da bi dajal odgovor, je pa to zelo nenavadno. Taka svetniška oseba kot Filip Terčelj, da ni šel na seznam, mi je nenavadno čudno. Ja, niste naslovnik, ampak mi vsi smo tukaj, ki sprašujemo, ne, zakaj se to ni zgodilo in dajemo pobudo, da se še vi, gospa Marija. Gospod Albrecht mi je lani dejal, ko sem iskala ene informacije, svetniki so utelešena Božja beseda. Svetništvo Filipa Terčelja bi bilo pri nas odveza za celo dolino. Pri nas je bilo toliko hudega, jutri se nadaljujejo dražbo še. In delo Filipa Terčelja je neprecenljivo. Celo življenje je bil pričevalec za malega človeka, za vero in za Boga, mučenec. Moram reči, samo to še sem od začetka pozabila, to knjigo ste mi omogočili Primorci. Vsi, ki ste mi pomagali pri tej knjigi, so bili Primorci in se zelo zahvaljujem tudi civilni inicijativi TBH ter njihovemu sponzorju. No, tako da se res zahvaljujem, Primorci znate stopiti skupaj, vas je toliko. Danes nas je res veliko. Danes nas je res veliko in verjamem, da nismo zadnjič skupaj, se vsi skupaj črpamo ta izvir žive vode, ki jo predstavlja za našo vero in tudi narodno pripadnost, identiteto, za vrednote Filip Terčelj kot pogumna in strumna krščanska osebnost, nekako svet lik vsakega poštenega Primorca in Slovenca, da ne govorimo o naših duhovnikih, ki se gotovo zgledujejo po njem. Kot rečeno, čisto za konec, še enkrat bi povabil k nakupu vseh teh knjig, ne? To zadnje, gospe Marije, tudi ta, upam, da še ni pošla, gospoda Albrehta, je še nekaj izvodov. Je bil celo ponatis. Hkrati bi pa še izkoristil to priložnost, namreč veliko in kvalitetno
na to temo Filipa Terčelja, pa tudi na temo ostalih aktualnih zadev piše tednik Domovina in nocoj imate situacijo, imate priložnost, da si ga zunaj vzamete, brezplačen izvod, mogoče še za koga drugega in da to malo razširite, ker gre za kvalitetno čtivo. Na Filipa Terčelja se bomo še spominjali, jaz sam bom s tem tudi zaključil, se največkrat, ali pa skoraj zmeraj na njega spomnim, ko se vozim po Vipavski dolini, mimo Loga, Loga pri Vipavi, naše znamenite cerkve, kjer je Marija tolažnica žalostnih. In Terčelj je napisal en tak lep vers na račun tega, ker pač on je seveda Vipavc, z Vipavske doline pravi. Le poglejte vinske griče, cerkvice na njih so v krogu, bele cerkvice, ovčice, čuva mati v Logu. Hvala lepa. No, ko sem uvedla to okroglo mizo, sem rekla, da so odlični gosti, ni bilo nič retorično povedano, ampak ste lahko prisluhnili, kako so z jasno besedo, konkretno in tudi so se držali časovnega termina, ki smo si dali, ker pač kot rečeno je naš program zelo bogat in se sedaj nadaljuje. Hvala vsem štirim, zgodovinarjema Jožetu Možini in Renatu Podbersiču in pa avtorjema Mariji Gasser in pa Ivanu Albrehtu.